Hej, jaz sem Gorazd Svete. V današnjem videu bomo pogledali, kaj je tisto, kar nujno potrebujete za uspešno delo na spletu. Video je namenjen predvsem tistim, ki se bodo šele začeli ukvarjati z delom od doma in poskušali zaslužiti kakšen denar na internetu, pa tudi za tiste, ki to že nekaj časa počnejo, pa nikakor ne pridejo do pravih rezultatov. V zadnjem času vse več ljudi išče možnost, da bi zaslužili na internetu. Tukaj se pojavljajo predvsem ljudje, ki že imajo neke svoje lastne izdelke in storitve, morda imajo tudi že svojo spletno stran, vendar ta spletna stran nekako ne prinaša rezultatov. Drugi segment ljudi je tisti, ki se lotijo prodaje izdelkov ali storitev drugih ljudi, in pa tudi tretji segment, ki pa nima nikakršne ideje, pride na internet, nekaj pač išče in poskuša najti nekaj primernega za sebe. Dobra novica za vse tri vrste ljudi je v tem, da s pravilnim pristopom lahko uspejo vsi trije. Najpogostejše napake, ki jih naredimo, so v tem, da recimo postavimo spletno stran in potem čakamo, kaj se bo zgodilo. Kaj mislim s tem? Spletne strani verjetno na začetku nihče ne zna postaviti sam, poišče mogoče nekega oblikovalca, mogoče celo računalniško firmo, da mu postavijo spletno stran. Vendar pa za zaslužek na internetu najbrž to niso ravno najbolj pravi naslovi. Veliko bolje bi se bilo pozanimati pri ljudeh, ki se sami ukvarjajo z internetnim marketingom, kaj so tiste stvari, ki prinašajo na spletu najboljše rezultate. Druga najbolj pogosta napaka je ta, da grejo ljudje na internet in nekaj iščejo. Seveda se jim takoj ponudi veliko stvari, ki jih lahko počnejo. Zdaj, če imajo srečo in se lotijo ta prave, potem lahko se ta pot zelo skrajša. Lahko pa se zgodi, tako kot se veliki večini, da pridejo najprej do nekih produktov, ki ne prinašajo rezultatov, ki poberejo ljudem veliko časa, nekaterim tudi nekaj denarja. Vendar, verjetno je zelo malo ljudi, ki čez to fazo niso šli. In verjetno najbolj pogosta in verjetno tudi največja napaka pa je, da ljudje večinoma nasedajo nekim obljubam z uspehom čez noč, da ne bo treba nič znati, da ne bo treba nič delati, da ne bo treba vlagati nobenega denarja, mogoče bomo samo nekih 2, 3, 4, 5 minut na dan malo poklikali in evo, denarja bo kot toče. Ne glede na vse pa je treba povedati, da je na internetu vendarle zelo veliko možnosti, da si ljudje pomagajo in pridejo do dodatnega ali celo rednega zaslužka z delom preko interneta. Kaj pa bi bilo za to treba storiti? Najprej si je treba seveda pridobiti osnovno znanje. Vedeti moramo, kaj nekatere stvari pomenijo, kje se dobijo in kako se naredijo. Druga stvar, ki je zelo pomembna pri tem delu, je, da si pridobite osnovna orodja, s katerimi boste to delo upravljali. Ne morete namreč vsega delati kar tako. Potem se morate zadeve seveda lotiti. In to, bomo rekli, je akcija, iz dneva v dan. In nenazadnje se bo potrebno zelo veliko izobraževati. Kajti znanje je tisto, ki vam bo prineslo rešitve, ki vam bo prineslo osnovna orodja, ki jih boste imeli, ki vam bo prinašalo akcijo in ki vam bo na koncu prinašalo tudi rezultat. Da boste lahko začeli graditi svoj posel na internetu z zdravimi osnovami, boste morali vedeti vsaj nekaj osnovnih stvari. Torej, kaj je gostovanje, kaj je domena in kaj je spletna stran. Vem, da nekateri to zelo dobro veste, nekateri pa vendarle ne, pa mi dovolite in ne zamerite, če za te stvari uporabim zaradi ilustracije popolnoma vsakdanjo zadevo, ki jo bojo večinoma vsi razumeli. Če si recimo predstavljate nek velik trgovski center, ki ga ima nekdo seveda v lasti in oddaja trgovine. Vi pridete in nek prostor, neko trgovino vzamete v najem. To bi bil na internetu hosting. Potem obesite nad to trgovino tablo z vašo firmo, z vašim imenom. To bi bila v primeru internetnega posla domena.
In tisto, kar boste dali v vašo trgovino, kar boste prodajali, kar bo vaša vsebina in kar bo vaša vrednost, to pa je v internetnem smislu spletna stran. No, sedaj, ko to veste, je treba vedeti še to, da boste morali te stvari tudi kupiti. Pa brez strahu, tukaj ne gre za neke stroške, ki bi šli v nebo. Gostovanje, recimo, vas bo stalo nekje med 5 in 10 dolarji na mesec. Domena, recimo, med 10 in 15 dolarji na leto. Spletna stran je pa zdaj tako. Ali jo boste dali komu narediti, ali pa jo boste naredili sami. S tem, da naj povem še enkrat, da z orodjem WordPress in s vašim znanjem, ki ga boste pridobili, izdelava spletne strani ne bo prav neka huda zadeva. In tako kot smo že rekli, najbolje poznate vsebine, ki jih boste dali na vašo spletno stran ravno vi. Nihče drug ne ve tega bolje kot vi. Tako, sedaj ko te stvari poznate, ko ste zakupili prostor na nekem strežniku, ko ste kupili svojo domeno, sedaj je na vrsti izdelava spletne strani. Najpogostejše orodje, ki ga uporabljamo za to delo, je WordPress. WordPress dobite na internetu popolnoma brezplačno, poleg tega pa imate na YouTubeu in na Googlu ogromno enih navodil, kako se vsaka posamezna stvar naredi. Lahko boste izbrali že vnaprej izdelane grafične predloge in v te predloge je potem popolnoma enostavno umestiti tudi vaše vsebine. Kaj in kako boste umestili na vašo spletno stran, pa tule ni pravo mesto in vam svetujem, da najdete nekje kakšne seminarje ali webinarje, kjer vam bodo to povedali strokovnjaki. To, kako je marketinško zasnovana vaša spletna stran, je namreč bistvenega pomena, ali boste s to vašo spletno stranjo in dejavnostjo na internetu uspeli zaslužiti ali ne. Že v tem času, ko boste izdelovali vašo spletno stran, je zelo pametno razmisliti o orodjih za avtomatizacijo vašega posla. Verjemite mi, zelo bistvena stvar so ta orodja. To so namreč med drugim tudi orodja, s katerimi boste gradili liste svojih potencialnih strank in vsak, ki se kakorkoli ukvarja z marketingom na internetu, vam bo vedel povedati, da je to tista stvar, ki vam bo prinesla uspeh v spletnih poslih. Da bi to dosegli, boste morali imeti nekega kreatorja pristajalnih strani, ki bo izdeloval strani narejene na ta način, da boste z njimi lahko zajeli e-mail naslove vaših strank oziroma ljudi, ki jih bo vaša ponudba zanimala. Avtoodzivnik oziroma autoresponder pa je orodje, s katerim boste pošiljali vašim interesentom zanimive vsebine in vaše ponudbe. S tema dvema orodjema boste namreč izdelali neko strategijo poslovanja in izdelali boste neke stvari vnaprej, samo enkrat. In od takrat naprej, ko bodo te stvari narejene, bodo zavedno delale za vas. In to avtomatično, ne da ste vi zraven. Da pa boste vedeli, ali delate dobro, ali ste naredili dobre poslovne ponudbe in kako funkcionirajo in kakšne rezultate dosegajo na internetu, pa boste seveda morali imeti tudi še kakšno orodje za analizo rezultatov. Pa mi dovolite še, da nadaljujem tisti primer s trgovino od prej, da na primeru te trgovine poskušam razložiti tistim, katerim to ni najbolj jasno. Naprimer, da hočete v tej vaši trgovini malo pospešiti prodajo, ste se odločili, da boste recimo organizirali neko nagradno igro. Natisnili boste letake, na katere boste lepo napisali, zakaj pri vsej zadevi gre, zraven pa boste dodali še prostorček, kjer bojo morali interesenti vpisati svoje ime in naslov, da jih boste o rezultatu nagradne igre lahko tudi obvestili oziroma jim poslali nagrado, ukolikor bojo oni to nagrado dobili. V tem našem primeru bi bila to pristajalna stran. Ljudem, ki bodo prišli v vašo trgovino, boste razdelili te letake. Tisti, ki jih bo ta zadeva zanimala, bodo izpolnili
letak in vam ga pustili. Na ta način boste prišli do njihovih naslovov. Ker sedaj že dobro veste, da je s svojimi strankami potrebno graditi dober odnos, boste vsem tem strankam na njihove naslove redno poslali obvestila o tem, kako poteka nagradna igra, koliko ljudi je že ali nekaj podobnega, toliko, da se jim boste javili in s tem jim dali vedeti, da ste tukaj. Mogoče boste napisali 5 pisem, mogoče 10 in seveda ta pisma boste morali odnesti na pošto in naslednji dan jih bodo interesenti tudi dobili in prebrali. Recimo čez 2 dni boste odnesli na pošto ta drugo pismo, čez 5 dni tretje pismo in tako naprej. V primeru interneta pa bo za vas to delo opravil avtoodzivnik. To pomeni, da boste vi ravno tako napisali 5 pisem, ki pa jih boste dali v avtoodzivnik in avtoodzivniku naročili, kdaj naj jih odda. Vse delo pa bo namesto vas vnaprej opravil avtoodzivnik. Na ta način boste imeli tudi svojo listo svojih strank, ki so vam dali dovoljenje, da jim občasno pošljete neko sporočilo in vi jim boste lahko kadarkoli boste imeli nekaj, kar bi bilo za te ljudi interesantno, poslali ponudbe na že omenjene naslove. Seveda sem vam samo na kratko opisal, kaj so prednosti teh orodij. Ukolikor boste želeli res s temi stvarmi delati, se boste morali pozanimati, zakaj morate imeti svoje liste in kako jih boste zgradili. Za te namene je dovolj informacij na internetu. Ukolikor me boste kontaktirali na moj elektronski naslov, vam bom lahko tudi svetoval, kam se obrnete po te informacije. Sedaj imate vse na razpolago. Imate spletno stran in imate orodja. Torej sledi akcija. Brez prodaj ni zaslužka nikjer, niti ne na internetu. Prvi korak, ki ga morate narediti, če ga že niste, je izbira tržne niše. To je področje, kjer boste delovali. Najbolje je, da si izberete za tržno nišo nekaj, kar vas tudi sicer veseli, ker na ta način boste delali bolje. Sicer pa tudi o tem, kako si izberete tržno nišo, obstaja na internetu cel kup navodil in priporočil. Kaj pa lahko prodajate? Pravzaprav ni omejitve, prodajate lahko vse. Zato je še toliko bolj bistveno, da si najdete tržno nišo, ki vas bo veselila in v kateri boste z veseljem delali. Seveda pa ne boste morali kar takoj od začetka že prodajati. Kot smo že rekli, boste morali dati na svojo spletno stran neko vsebino. To je vrednost za vaše stranke. Vsebina vaše spletne strani pa je tista vrednost, ki bo privlačila ljudi, da bodo obiskovali vašo spletno stran in na te spletne strani boste potem dodajali svoje pristajalne strani, kamor se bodo lahko vaši obiskovalci vpisali in tako prišli na vaše liste. Če pa hočete na internetu zares uspeti, pa je zelo pomembno, da se tega zelo dobro naučite. Izobraževati se je potrebno vedno in povsod, že zaradi novosti in sprememb, ki se vedno dogajajo. Kje pa dobiti ta znanja? Veliko stvari je dostopnih na internetu tudi brezplačno. Razni webinarji, lahko pa se prijavite tudi na različne seminarje ali celo na mentorstva, kjer vam bodo pomagali ljudje, ki te stvari znajo dobro delati. Na ta način boste prihranili ogromno svojega časa in veliko prej prišli do pravih rezultatov. Vlagajte v sebe, vlagajte v svoje znanje, saj to je tisto, česar vam nihče ne more vzeti. In to je tisto, kar vam bo prineslo uspeh pri delu na internetu. Tako, skušal sem podati kar najhitreje nekaj osnovnih informacij, kako delati in kako zaslužiti na internetu. Ukolikor boste obiskali mojo spletno stran www.fotkar.com, boste videli, da je ta spletna stran narejena v tem stilu, da tudi vsebuje določene elemente, o katerih smo govorili. Če pa bi želeli še kakšno informacijo več, pa mi lahko pišete tudi na moj elektronski naslov. Čau!